Pozdravljeni v MCC-evem podcastu MCC vam pove. Danes je z mano oziroma na drugi strani nekje Nejc Jezernik. Pozdravljen, Nejc. Ja, zdravo. V Ljubljani, ne? Ja. V Ljubljani sem ostal zaradi obveznosti in faksa v bistvu, no, ampak... Ok, ja. Faks. Dajmo kar iti na faks. V bistvu ti zdaj trenutno na AGRFT-ju, ne? Ja, tretji letnik dramske igre sem. Kakva je pot do tja? Baje, da je kar težko nekako pride zraven, ne, kakor se sliši. Kaj je uspelo v bistvu? Ja, zdaj, mislim, to so zgodbe zelo različne. Jaz v bistvu sem šel prvič provat, sem tle v Sloveniji in mi je uspel. Ampak se mi zdi, da sem predtem pa ene 4-krat šel na Škotsko probat, na spremce, ker si na nek način sploh nisem upal probati v Sloveniji, kar je zelo bizarno, ker je, ne vem, na Škotskem sem mogel v angleščini odigrati stvari in sem mogel tja leteti in so vse te kolobocije in mi nekako bilo manj stresno, kot pa tle probati. Ampak ne vem zakaj, to zgolj, ker sem si v glavo ubil, da ni šans, da sploh tle karkoli probavam. Tako da v bistvu, ko sem šel sem, tle na sprejemce, sem že imel ene 4 sprejemce za sabo, sicer v tujini, ampak je tak zelo podoben sistem. In v bistvu sem šel dosti bolj sproščeno. Se mi je zdelo, da sem vedel, kaj bo pričakovalo od mene, kaj je treba iskati in pa tudi rekel sem si, da grem uživati. In moja izkušnja s sprejemci je zelo, zelo lepa. Ker takoj, ko sem prišel noter, sem začutil neko energijo in sem bil tak, to je to, jaz bi rad le bil. In smo se tudi z vsemi profesorji, ki so bili noter, smo se takoj na nek način povezali in moja izkušnja je res lepa, no. Ampak vem pa, da ima vsak svojo in da zna biti zelo težki sprejemci tudi za, mislim, predvsem za človeka, še posebej, če ni sprejet. Ker vem, kako je bilo meni, ko nisem bil sprejet v tujini in je kar udarec, no, ampak se mi zdi, da sem... Ja, ker je dosti nekih priprav, verjetno tudi, ne? Ja. In tako kar potraja, ker jaz recimo tebe, če bi mi nekdo rekel Nejc Jezernik, bi se spomnila tebe v Kubi sedeti na 11-ki, mi to vemo, ne? Z nekimi listi papirja in točno ta situacija, da si šel pol na Škotsko, da si šel na sprejemce, to je nekak slika, ko jo imam v glavi. V glavnem in pol tukaj zdaj na AGRFT, tako si rekel, različne so neke zgodbe. Jaz sem slišala recimo eno, da ti dajo, ne vem, varianto za igraj drevo, tam je bila taka fascinantna. Si imel kaj taga čist ekstra? Ja, zdi se mi, da smo bili ledene sveče, ki se v enem momentu začnejo topiti. Wow. Ja, ampak sej mogoče ti takrat zdi to malo bizarno, pa zakaj moram jaz to delati, ampak potem pa recimo, ko si na akademiji, pa ko greš čez nek proces, pa vidiš, da je to zelo močno poanta vsem tem. Najbolj pomembno je to, da si sploh upaš probati biti ledena sveča, ki se topi, ne? Da poskušaš, da si samo upaš v to spraviti, ne? Da si toliko odprt, da se upaš vržiti v nekaj tasga. No, to se mi zdi, da je ta glavna stvar, no? Ker ta igra je v bistvu norost, je v bistvu ta otroška igrivost, ki jo rabiš skozi celo življenje, da se sploh lahko greš tega poklica, se meni zdi, no. Tako da se mi zdi, da tudi malo s tem to testirajo, no. Da ni to zelo namerno, če ti nekdo reče, ne, da bodi smrek ali hrček z dušo svistca, ne vem. Ja, ni zdaj, da te hoče zafrkt nad sam problem. Ne, nikakor ne. Ja. Ok, kako pa si v bistvu se začel? Mislim, da smo vsi nekako v svojem življenju enkrat hoteli postati igralci, ne, pač 100%. Ampak kako pa ugotoviš, da ti bi pa res rad, da, a veš? Ja, veš, da si pa nikoli nisem želel to postati. Jaz pa nikoli v življenju nisem, niti mi na kraj pameti ni prišlo, da bi sploh kaj takega delal. Res ne.
zato pa mi je tudi zelo bizarno, koliko mi je to našel trofl in koliko sem se kar zaljubil v to in me še ni spustili in tudi da me bo. No. Ampak ja, jaz sem začel v bistvu v MCC-ju. MCC je zelo močna navezava s tem, da sem sploh začel z igro in prostovoljstvo. Ker jaz sem začel, ne vem, zdi mi se, da se je MCC takrat ravno prenovil. Torej, tako kot imate zdaj, takrat je bilo to na novo čist, vem, da so iskali natakarje, sem šel na razgovor in sem začel kelnariti. Potem sem tako spoznal Sonjo, ki mi je rekla, da bi šel na kakšno mladinsko izmenjavo, pa je zelo, pa ne. In sem začel hoditi na te mladinske izmenjave, kjer sem noro užival. No in potem se je zgodila ena mladinska izmenjava, ki je bila pa v Nemčiji. Je bil pa naslov v bistvu, mislim, tema je bila, da bi preko gledališča prikazali, v kakšni Evropi bi radi živeli. In sem jaz mislil, v redu, ok, preko gledališča, verjetno imeli kakšne tečaje, ok, bodo razlagali v gledališču, ampak ne, Nemci so zelo, zelo resno to vzeli, ta nemška skupina, ki se je spravila to organizirati. In smo imeli 10 dni intenzivno, ena si imel igro, ta gospod je celo dokončal igro v Rusiji, in potem je v Nemčiji ustvarjal. Potem ena iz Italije nas je prišla učiti gib in ples in vse te gibalne tehnike, pa ena iz Nemčije nas je pa glas učila. In v bistvu je to bilo res 10 dni, od jutra do večera smo intenzivno delali, ker mi smo na koncu teh 10 dneh imeli dejansko dvorno predstavo, ki smo odigrali pred ljudmi, ki so prišli gledati iz tistega mesta v bistvu. In sem noro užival, res noro užival, sploh nisem razmišljal, ker meni se veliko zgodi, da se kot nek idiot kar vržem eno stvar in potem, ko sem v stvari, se spomnim, mogoče pa to ni pametno, kje si, ampak vse imaš pa fajn. In ja, in me je v bistvu trofl prvič zares, ko smo odigrali predstavo in sem šel potem tja v ta glavni prostor in so ljudje prihajali do mene, pa so mi zahvaljevali, tako res iskreno zahvaljevali, meni pa ni bilo jasno, zakaj se zahvaljujejo, saj smo samo pač nekaj tam odigrali, nič takega. In potem zadnja oseba, ki mi je pa se zahvalila, je pa bila mamica, ki je prinesla tako 4-letno hčerko in sta se mi zahvaljevali in ta mala je hotela z mano se nekaj hecati in res sta bile hvaležni in takrat me je šele trofl, da sem dal tem ljudem nekaj, kar preden so prišli v dvorano niso imeli oziroma sploh niso vedeli, da potrebujejo, da se nekaj v njih spremenili. Pa magari sem za 1 urico, magari sem za 5 minut v predstavi, sem nekaj dal oziroma smo jim dali, kar jim je vse za uro polepšali dan ali večer ali kako. No in to se mi zdi taka čarovnija, da lahko ti nekomu daš nekaj. No. In mi je tako lepa stvar, to lepa gesta, da me je to zelo zagrabilo. In potem, ko smo se poslavljali, se spomnim, da mi je ta učitelj igre rekel, kaj jaz kaj delam v Sloveniji in sem rekel, da logistiko študiram, da kelnarim. Je rekel, kaj igraš kaj? Sem rekel, ne, to ne. Pa je rekel, no začni. In sem bil tak, ni šans stari, ne more vsak bedak biti igralec, ne. In res nisem niti pomislil na to. Ampak potem se pa ful smešne stvari začele dogajati. Tako da, ker sem to odkril, da so se kar neke vrate začele odpirati, ki sploh nisem vedel, da so se odprle, ker prijem nazaj v Slovenijo, normalno začnem kelnariti naprej, normalno logistika, in kar naenkrat nek reden gost, ki je hodil tja skosno v bistvu, in pride in za šankom reče, da dela neko predstavo in da rabijo nekoga, da jim en manjka in je sodelavka rekla, da naj mene reče, ker sem v Nemčiji ful užival. In ja, in sem šel. In potem sem šel pa še v Zarjo, v Celju, to ljubiteljsko gledališče, kjer mi je ogromno dalo. Potem sem začel na te spremce hoditi na Škotsko in potem končno tle v Sloveniji. In mislim, da se je malo veliko začelo dogajati. No. Tako da ja, prostovoljstvo MCC je v bistvu sporožil vse to na nek način. Tako da se boš potem enkrat v nekem govoru zahvalil MCC, vi ste me pripeljali do sem v bistvu, ne? Ja, tako, Sonja. Sonja, tako. Kaj pa zdaj v bistvu videvamo te največ v reklamah, se mi zdi, oziroma pač tisti, ki ne hodimo trenutno nekam v Ljubljano, mogoče ne vem, si v kakem gledališču tudi v Ljubljani, ali si zdaj študij in je to? Ja, mislim, trenutno sem na faksu
In tako da sploh prvi 2 leti na nek način ne smemo delati zunaj, ker je pomemben proces razvoja, ker je zelo pomembno, sploh ti prvi 2 leti. Zdaj pa ne, trenutno nisem v teatru. Tako da, ja, zaenkrat res, tako da me ostali vidijo, ja, res te reklame zdaj nazadnje, no, sem imel srečo, da sem dobil in da smo jih posneli. Tako da, ja, zaenkrat to, no. Pa še, Ja, kaj nekaj si še hotel, nekaj si... ja, nekaj sem še hotel. Ne, zdaj povej. Ne, zdaj bomo začeli v bistvu šel sem na eno audicijo avgusta za eno otroško oddajo in sem dobil in sem eden izmed 3 voditeljev. Ja, tako da, hvala. Tako da tam se bo zdaj lahko videvali vsako 3. soboto na RTV-u na prvem programu. Tako da me je precej strah, ker je to moje prva takšna zadeva, ki bo v živo. Tako da zato mi je malo težko o tem govoriti, ker če ne rata mi, bo zelo ne okej. Ampak to so tako skozi te strahovi v bistvu. V bistvu je super ekipica tam, zelo varno okolje, zelo lepo okolje in čeprav me je strah, se zelo veselim, no. Tako da. To bo čist neka nova oddaja ali nekaj, kar je informativne narave, zabavne? Ne, bolj zabavne za predšolske otroke v bistvu. Pa tudi malo poučna, no, v bistvu. Tako da deluje super, no. Sem zelo navdušen. Zelo tak zahtevna publika, niso? Zdi se mi, da ja, ampak da so tudi zelo hvaležna. Najbolj pa se mi zdi, da so neverjetno iskrena publika. Tako. Ker pri njih takoj veš, če si dolgčasen, ti bo dal vedeti, če si bo zabaven, ti bo tudi dal vedeti. Tako da se mi zdi, da je skoraj to boljše, no, kot pa... Ja, kot pa da nekdo pride pa reče, ja, super je bilo, ja, nej, si bil... Fajn je bilo, samo konica ne bi bilo, ne. Ja, okej, kaj pa še trenutno, kaj druga? Koliko ti zdaj v bistvu v študiju vzame ogromno časa? Ne znam si predstavljati, kaj so zdaj to, igrate tudi neke igre v sklopu tega, mislim, kot celota, ali je to sam, ne vem, zdaj pa naštudiri, ne vem, en lik ali karkoli, kak zdaj to zgleda, no? Koliko ti v bistvu časa jemlje, pa kaj počneš, no? Pa v bistvu časa kar dosti vzame, ker mislim, glavni predmet je seveda igra, ne, ki ga imamo vsak dan od 4 do 7. Ampak je pa še dosti drugih predmetov in v bistvu bolj ali manj imamo od 10, 9 zjutraj pa do 7 zvečer vsak dan. Ne. Sicer zdaj v 3. letniku se to malo sprostili, imamo nekatere dneve malo bolj v easy, kakor so petki, srede, recimo v tem mojem primeru. Ampak prva 2 letnika pa tudi, zato je verjetno tudi pravilo, da naj ne bi zunaj delali, ker tako ne moreš nikjer drugi delati, ker si res od jutra do večera si na faksu, pa potem, če dobimo pri igri kakšne domače naloge, ko se v 7 igra konča, bomo do 9 zvečer še pač to raziskovali in delali to domačo nalogo, ne. Tako da res ti vzame dosti časa in potem, ne vem, prej, ko sem skozi, ne vem, imel faks pa še šiht pa to, nisem imel vikendov, ne. Zdaj, da ne imel vikendov, bi bilo pa res, zdaj jih pa res ne rabim, ker... Ampak ja, no, je pa res, da je tako, v bistvu, res ti toliko vzame časa, pa toliko vidiš, koliko moraš biti pri stvari pa zraven, da se mi zdi, da zelo hitro gotoviš, recimo, da nisi za to, da ti ni do tega, ker je vse fokusirano na to. Ampak če ti pa je do tega, pa se mi zdi, da kljub temu, da je zelo naporno, grejo stvari skozi. Tako da ja, imamo pa v bistvu igre, v bistvu je vsak semester, konec vsakega semestra je produkcija, kjer odigramo v bistvu to produkcijo in zdaj, če rata cela predstava, je predstava, če ne pač pokažemo. Važno je, da pokažemo nek razvoj, oziroma na čem smo delali pol leta, 3-4 mesece. No. In takrat odigramo za vse profesorje najprej, ki morajo podati oceno.
potem pa še imamo par ponovitev za ostale študente, pa za domače, pa za prijatelje. Kar je bilo zdaj malo mogoče težko, ker imamo male prostore in nisem zdaj mogel še vseh domačih povabiti, kaj šele prijatelje. Ampak zdaj pa selimo na novo lokacijo in tam ogromno prostore in se mi zdi, da zdaj za to naslednjo produkcijo, če bodo časi dovolili, bo že možno, no, da bo več ljudi to si pogledalo. Tudi vse produkcije vseh letnikov. Tako da na pol leta imamo neko predstavitev, tudi da dobimo mi feeling, kako je pred ljudmi odigrati, kako imeti premiero, da ni prva izkušnja, ne, v Koberske akademije, pa imaš prvo predstavo nekje, pa bi znal biti preveč scary. Tako da, to je. Okay. Kak je pa, ena stvar se mi je še porodila, mogoče pri tem, kak naj se zdaj obrnem? Kot igralec moraš dosti biti spužvast, dosti moraš verjetno pobrati mogoče od okolice ali pa ne vem kaj. Kak je v bistvu najti svoj glas? Oziroma je problem ne kopirati ali je problem, če ne kopiraš dovolj? Veš, kaj mislim? Kaj kopirati, kaj? Kopirati, ne vem. Torej, kaj misliš, da če jaz, ne vem, vidim na trgovini eno osebo, ki mi je bila perfekt za teh lika, kaj, da jo grem potem kopirati ali kako? Mogoče na ta način, ali pa ne vem, moraš odigrati nek lik in si zdaj v bistvu videl nekoga že prej v akciji, ali pa dosti vplivajo, ne? Razumem, torej, če igram neko vlogo, kjer sem videl že nekoga igrati vlogo. Tako, na primer, ne, ali se te to dosti, mislim, je težko dati to na stran, pa najti svoj glas, ali je, mislim, kaj je v bistvu, s kakimi problemi se nekako soočaš, ko oblikuješ sebe kot nek lik, recimo, ne? Mislim, zdaj, ne vem, če sem že res imel neko tako izkušnjo, ker itak še nimam dosti kilometrine, ne. Ampak se mi zdi, da kar je glavno je, da v vsakem primeru moraš iz sebe izhajati, ne. Ker pač ne moreš izhajati, jaz ne morem iz tebe izhajati, pač ker ne vem tvojega ozadja, kako ti doživljaš čustva, vem pa, kako jaz doživljam stvari, ne. In tudi, če bi že šel kopirati, da bi mogel, recimo, bi vseeno, tudi čeprav bi kopiral, bi vseeno bilo nekaj mojega, ne, ker bi vseeno iz sebe izhajal. In se mi zdi, da je to glavno, da tudi, mislim, nisem še bil v tej poziciji, da bi zdaj igral neko vlogo, kjer je že nekdo drug, ampak se mi pa zdi, da tudi če da bi vseeno probal, ok, super, ti se bilo fajn, ampak moram pa pri sebi najti ta lik, pri sebi moram najti te situacije, kako bi jaz v teh situacijah odreagiral in kako bi zdaj to predstavil na te okoliščine, če bi živel tako, kot on živi. In se mi zdi, da tam pristnost pride, no? Ker se mi zdi, da če zgolj kopiraš, mogoče bo izgledal fajn, čutiti pa bo, da ni glih da nekaj manjka. Se mi pa zdi, da če si pa zvest se, pa izhajaš iz sebe, pa pristno doživljaš, kar doživljaš, pa znaš podajati vse to naprej, da mogoče, tudi če ne bo tako dobro, kot je bilo bo pa iskreno in pristno in se mi zdi, da če k temu ciljaš, da slej kot prej potem s kilometrino, pa z vsem, če vedno na to ciljaš, bo rastel in bo vedno boljši in se mi zdi, da je to neka prava pot. In upam, da bom dosegel kdaj. Ampak je pa težko, ker je itak vedno nek dvom prisoten in še posebej, če ti kdaj kdo poda, kako bi lahko rekel kakšen stavek in si ti nesiguren in te kar premami, da bi vzel to pot, tako bom rekel stavek, super, to je to narejen. Ampak se mi zdi, da to ni prav, da moraš najti svoj način. Kako se pa lotiš v bistvu, ne vem, dobiš, zdaj boš pa ti odigral to pa to. Kaj je prva stvar? Kaj je prvo, kar narediš? Ne vem, prideš domov, kaj boš naredil, kako boš se lotil zadeve? Tekst brat. Se pravi, najprej prebereš, za kaj sploh gre, ne? Itak, mogoče celo večkrat, da res vidiš, za kaj gre. Potem pa se fokusiraš na svoj lik,
malo poskušaš razbrati iz teksta samega, kakšna oseba je, malo gledaš, kako drugi govorijo o tvojem liku, potem kako se obnaša v določenih situacijah, kakšne odnose ima z drugimi. Vse te stvari malo počasi začnejo graditi neko celoto, potem pa, kar pa ne najdeš v tekstu, pa na nek način si sam zamisliš, zafiljaš domišljijo, da ti pomaga, da prideš do, da ti obrazloži, zakaj je logično, da v tem momentu on tako odreagira, si moraš upravičiti, zakaj tako odreagira. Ne moreš zdaj, zato ker je tako napisan, pač zakaj, kje tiči problem. To tako, ne vem, se zdereš na sodelavca, pa jaz sam pač, ne vem, nič ni naredil, da sem pač vrata in pa pomoti zatreskno, ampak ni problem v tem, da on vrata zatresno, problem je, da imaš ti neki drug problem, ki ti žgoli že nekaj časa. Te stvari, no, kar je pa ful noro to odkrivati, ker res se kar poglavljaš v nekaj, tako je prav res, kot da, ne vem, ker si nek detektiv, ki greš, zakaj pa je to rekel, pa to pa tis pa tak, in mi je to je zelo zanimivo. Pa itak pa režisera, ne, potem ti pa tak še režiser predstavi pač koncept, pa v katero smer pa on vidi ta lik in potem se prilagajaš glede na to, kaj bi on rad in si potem še tiste skušaš upravičevati, tako da vedno neko skupinsko delo, no, sploh pač pri gledališču, ne. Ja, pa se ti zdi, da imaš vsaj dosti svobode, kljub temu, da ti nekdo pove, jaz sem si pa tak zamislil. Je dosti svobode za tebe, da si po svoje skreiraš? Spet nimam toliko izkušenj, ampak kakor sem tudi slišal drugi, ko so govorili pač profesionalni igralci v teatru, da ni tako velik, ampak da si pa znotraj teh parametrov vseeno se naučiš, najdi to svobodo, da vseeno najdeš sebe, pa vseeno na nek način narediš, kakor bi ti, da se moraš naučiti najti to svobodo, no. Ampak to je pa spet zdaj čisto odvisno, na kakega režiserja naletiš, na kakšna predstava je. Nekateri režiserji imajo radi zelo odprto, imaš čisto svobodo, nekateri imajo zelo načrtno, tako da je to čisto odvisno od situacije, no. Moraš nekako do skupnega jezika prijeti, verjetno z vsakim. Ja, vse včasih je preveč svobode, ni okej, ne. Moraš se en igralca malo omejiti, mu je tudi mogoče lažje, včasih je pa glih to omejevanje preveč in tako da, ja, ni glih, od situacije, ne, spet situacija. Kaj pa to, zdaj v bistvu igral si v gledališču, igral si pred kamero, kakva je razlika v bistvu, oziroma kaj ti je mogoče boljš ali pa kaj ima neke svoje prednosti, slabosti, kak bi to, je drugače sploh, ti je enako, moraš razmišljati verjetno o tem samem pred kameri, kak se boš postavil, kak se boš obrnil, ampak v končni fazi gledališče je verjetno tak, ne, oziroma je tak, ne. V bistvu pri gledališču je tako, da imaš ti, ne vem, 3 mesece vaj ali pa vsaj mesec, ne, in ponavljam skozi predebatiraš, greš res neke detajle teksta in vsega in že dostikrat situacijo odigraš, dostikrat greš čez celo predstavo, in je v tem smislu ti zna biti veliko bolj jasen, kdo si, kaj si, kakšna situacija, pa tudi ta čarma, ne, ko je zdaj, greš na oder in odigraš, ni ustavljanja, ne, in je to nek poseben adrenalin, nek poseben trenutek, ko moraš biti skozi v trenutku, če ne, pač, mislim, drugače ne gre, ne. Pri filmu, mislim, pri snemanju je pa drugače, je pa, nažalost, ni časa za vaje, mislim, zato koliko vaj. Fajn je to, da se lahko ponavlja, ampak je pa čist drug fokus, ja. Na drugi strani moraš biti pozoren. Tudi velikrat se, ne vem, moraš kakšne poglede fejkati ali pa, ne vem, pozicije fejkati in deluje malo nenaravno za tebe, ampak na kameri izgleda fajn. Ne vem, zdajle smo imeli eno snemanje na faksu, pa vem, da je mogla sošolka, čeprav se je kregala z eno osebo pred kamero, je mogla gledati mene v desno ramo, ki sem stal pa pač, ne vem, 1,5 metra stran od te osebe, in da je za kamero izgledalo normalno, je mogla se z mojo ramo kregati, čeprav se je z njim kregala.
In misli so taki izzivi, in je res neka čist druga izkušnja. Ampak več kot igram pred kamero, bolj mi je domača in manj se bojim. In vedno bolj me zanima. No. Ampak če bi pa lahko izbiral, bi pa verjetno rekel, da je gledališče glavna ljubezen. Kakšne so pa tvoje ambicije za naprej? Pa ne mislim, jaz bi kar baby steps, mislim, perfektno bi mi bilo, da bi dobil neko povabilo v nek teater, kjer bi si lahko začel nabirati izkušnje čim prej, potem pa mogoče še kakšna serija, pa kaj tazga ob tem, ampak glavna ambicija zdaj mi je se nekako prijeti zraven, da si lahko čim prej začnem pridobivati izkušnje in da začnem rasti in da začnem iskati nek svoj glas, ker itak na faksu si zelo v nekem procesu in bi bilo fajn iti ven sprobati, da vidim, kako pa jaz funkcioniram, če bi začel delati neko predstavo, nekaj izven faksa. Tako da ja, to v bistvu, izkušnje nabirati, pa potem probati dati vse od sebe in upati, da bi moje delo bilo dosti dobro, da bi v bistvu odpirali vrata za naprej. No. Tako da niso glih neke ambicije, ampak jih pa čutim, da je to no, v bistvu. Se mi je zdaj, da boš tako skromno se lotil tega. Super, v redu. Kaj pa eno vprašanje še imam za na koncu, v bistvu, zdaj glede na to, kaj bi svetoval mogoče mladim, ki se odločijo za to, da bi šli nekako podobno pot, kot si jo ti, recimo, ne? Kaj je tisto, kar te vodi oziroma kar te more voditi, kaj se ti zdi najpomembnejše? Zdi se mi, da definitivno najprej morajo zelo paziti, kaj je želja, kaj je pa volja, ker velikokrat ljudje zamenjajo nekaj, da si zelo želijo in je ponovadi ta ideja o tem, da si to močnejša od tega, pa da bi si priznal, kaj pa res želiš. Tako da, če ugotovijo, da je želja in da kar naenkrat vidijo, da res garajo v tej smeri, da naj ne obupajo. Naj bojo pa vseeno odprti za, ker itak kot igralec rabiš življenjske izkušnje in naj bojo vseeno odprti za tudi druge stvari, no. Ne se samo v to vržiti. Ne vem, primer, če greš vsako leto na sprejemce, poskusil mi še kaj druga doživlja delati, ampak vseeno pa garati za to, no. Mislim, jaz nisem pristaš garanja, ker že od 15 leta sem med srednjo šolo začel kelnariti in sem delal in garal in tudi ko sem odkril teater, sem delal 9 ur v Kubi in potem sem šel še za 4-5 ur v ta ljubiteljski teater in je to, no. Pač garajte, če si res želite, pa če vidite, da je volja, garajte v tej smeri, ker nikoli ne veste, kdaj se bojo vrata odprla. No, jaz tudi, ne vem, sem v Usodnem vinu imel eno manjšo vlogico, pa pol v Reki ljubezni eno stalno vlogico, ampak to sem dobil, preden sem šel na akademijo, to sem dobil, ker sem pač hodil na te audicije in sem dobil eno vlogo in sem tam dobro naredil in so me povabili potem naprej, ampak ne bi prišel do tega, če ne bi garal, če bi jaz sam doma bil, pa ne vem, pa sem bral, pa sem si želel to. Pač, če začutite, da je to, da govori v vas, da vse dela, kadar pomislite na to takrat, pač vse boste videli, no, kot na tem, karkoli bo to življenje, tudi če ni igra, karkoli bo, ko bo prišel do tega, pa sploh ne bo pomislil, ko to bo sam to bo, sam puš. Tako da ja, bodo pa težki dnevi, itak zelo težki, znajo biti vmes. Vse te stvari, ki te zagrabijo, so tek na dolge proge, tako da imejte to v mislih, da čeprav smo v instant svetu, da so bolj vredne te stvari, ki so na dolge proge, tako da easy. Super. Hvala ti, Nejc, da si se vzel čas, da si bil dan z nami. Hvala za povabilo.
Okay. Se pa vidimo v naslednjem podcastu. To je bilo dan 100. Hvala lepa, da ste bili tudi vi z nami in se vidimo. Čau. Čau.